Nahajamo se v Budnem na Jelovicah. Pred kakšnim desetletjem je tukaj začel nastajati takšen majhen arboretum. Tako imamo tukaj posajeno eno japonsko kriptomerijo. Potem zraven je tudi orjaški klek. Ne povem, da gre za zelo velika drevesa. Potem tukaj je ena črna smreka Piceja Marijana, katere domovina je Kanada, ZDA. Tudi tale ambrovec, Liquidambar stiracephalus, prihaja iz Severne Amerike. Obstaja še eden, oziroma mogoče celo dve vrsti. En je orientalis, en je pa formosana. Je kar podobne listje ima kot kakšen javor, ampak v bistvu mislim, da se nista glih sorodna. Posebnost so tudi tele oplotonele veje. Sadi se ga pa predvsem zaradi izredno lepe jesenske barve listja, ki se odene v škarlatno rdečo barvo, podobno kakor perzijska buka, parocija. Potem tole je japonski stiraks, ki bo tudi čez nekaj časa zacvetel obilno. Cvetovi so podobni zvončkom. Tako, tole je kitajski majnik, oziroma rečemo španski bezek, ampak kitajski, narekovaj španski bezek. Syringa reticulata pekinensis, cveti belo. Gre za večji grm ali manjše drevo. Tako, tule imamo en japonski javor, lahko tudi, da je pahljačasti. Tole je ena spirea. Tudi tale tulipanovec iz Severne Amerike bo letos prvič zacvetel. Tule je ena lipa. Tule imamo še eden ambrovec. Zdaj razlika med tistim ambrovcem in tem, ki sem ga prej posnel, da tale ne dela tako plutasti vej, ne. Včasih se zgodi, da ne delajo vsi. Ma, ampak ne v tako veliki meri. Tako, gremo še naprej. Tamle v ozadju je japonska sofora, drevo, veliko drevo dolgoročno, ki cveti julija, primerno tudi za čebelare. Tole imamo ginko, biloba, eno izmed najstarejših dreves na planetu iz časa dinozaura. Njegovi fosili datirajo tam preko 200 milijonov let nazaj v preteklost. Tule pred mano ena breskva, je pa tam atlaška cedra, poreklo Severna Afrika, gorovje rif, atlas. To je tudi za eno posebno drevo iz Severne Amerike, ameriški kladrast, obstaja še kitajski Cladrastis kentuckea, latinsko ime. Mislim, da zelo redko v Sloveniji. Včasih sem opazil v arboretumu drevo podobne velikosti, ampak zadnjič, ko sem bil v arboretumu v Volčji Potok, pa ga ni bilo več. Tako, ena stara jablana. Tukaj levo je odcvetel kitajski judeževec. Judeževci so takšna majhna drevesa ali grmi, ki so dobila ime po Judi Iškariotu. Na vejo tega drevesa bi se naj obesil Juda. Tale je afganistanski judeževec, Cercis griffiti. Tule je čebelje drevo, Evodia, oziroma Tetradium danieli, cveti poleti. Čebele so totalno nore na to drevo. Tamle imamo še en stiraks japonski, kutina, pri gneči notri zraste kriptomerija japonska, pa še ena japonska sofora, ki pa
so se letos kar precej veje posušile, pa ne vem, kaj je točno razlog temu. Tu še ena japonska kriptomerija, to je sorodnik sekvoj, tole so lanski storži, pa tale svetlo zeleno, letošnja nova rast. Tudi ta bor je doma na Japonskem, malo prehitro raste za naše razmere, predolge poganke dela in jih v bistvu velikokrat sneg polomi. Tako, da vidimo, kaj še je tu zanimivega. Aha, tukaj imamo eno indijsko legristremijo. Posebnost indijske legristremije je njeno bujno, pozno poletno cvetenje. Tudi lepo ljubje naredi, jesenska barva listja, tudi lepa. Tule se nažalost pred leti kaki zlomijo. Tule imamo eno cipreso, arizonsko. Naj poudarim, da to pa so prave ciprese. Ciprese v narekovaji, ki jih sadijo ljudje okrog žive meje, gre za kleke. Ta arizonska je v bistvu najbolj prezimna od vseh cipres. Prenese tam -17. Tako, tista rdečina tam je ruj. Potem imamo tukaj eno himalajsko, cedro, Cedras deodara. Potem je tukaj ena taka malo prepotegnjena, veliko cvetna magnolija, Magnolia grandiflora, katere cvetovi imajo zelo močan vonj. Tako, tukaj vidimo en del travnika, ki služi prehrani čebel. In sedaj smo prišli do največjega drevesa tukaj, tudi dolgoročno največje drevo imamo, torej Sequoia dendrogiganteum. To je drevo, ki v bistvu lahko doseže starost preko 3000 let, deblo v prsni višini je lahko debelo okrog 9 metrov. Drevo, ki še danes raste v Kaliforniji, na gorovju Sierra Nevada, z imenom General Sherman, vsebuje 1480 kubičnih metrov drevesa. To drevo je sedaj staro okrog 20 let, premer debla na najširšem delu od spodaj pri tleh je okrog 50 do 60 cm. Tako. Tukaj imamo en himalajski bor, Pinus vallehiana. Taki mehko igličasti, sodi v skupino 5 igličastih borov. Pomeni, iz enega šopa izrašča 5 iglic. Težava teh 5 igličastih borov je ribezova rja, Lecronartium ribicula, katerega mestni gostitelj je ribez, nekaj časa pa 5 igličasti bori najbolj podvržen tej bolezni. Je zeleni bor Pinus strobus, ki ga je precej bilo zasajenega na Dravskem polju. No, tole je pa kitajska jelka, oziroma kitajska suličavka, Cunningamia lanceolata, sorodnik sekvoje. Podobno drevo glede uporabe kot naše smreke in jelke, gre za drevo za les na Kitajskem. Tako, sedaj pa še gremo malo z desne strani pogledati. Tukaj imamo eno staro hruško tepko. Tako, tukaj je ena evodija, čebelje drevo. Tukaj imamo en rdeči javor, tukaj še ena evodija. Potem je tukaj eno posebno drevo,
kitajska kutina, Pseudosidonia sinensis. Plodovi so užitni, znajo biti kar veliki. Tole je latnati mehurnik Oleuroterija paniculata. To so plodovi, ki ostajajo na drevesu čez zimo. Cveti julija, primerno za čebele. Tako, tole je tudi en judeževec. Potem pa imamo tukaj eno posebno drevo, Povenia dulcis ali rozinovo drevo. Plodovi oziroma peclji omesenijo in so sladkastega okusa, podobno kakor rozine. Nekje sem tudi prebral, da ekstrakt, ne vem točno česa, pomaga pri mačku. Alkoholna mačka sem mislil. To imamo Acer ruffinerve, resasto ljubjasti, javor, spada v skupino teh pačasto ljubjastih javorov, ki imajo tako progasto deblo. Tole so plodovi. Tole je kitajski cedrovec, Tuna sinensis. Nemci rečejo Gemüsebaum ali zelenjavno drevo. Himalajska cedra, Picea smithsoniana. Potem tole pred mano je Davidia involucrata, drevo, katerega cvetni listi se obarvajo v belo in ko zacveti prav, deluje prav spektakularno. Tako, poudariti je pač potrebno, da karkoli človek posadi v naravo, ne, je treba zaščititi pred divjadjo, predvsem pred srnjaki. Tudi tukaj smo pred leti posadili nekaj posebno drevo, Calopanax pictus. In čakamo, če bo pognal. To bi bilo to.